Zdravo, otroci! Danes smo spet skupaj. Najprej se mi pridružite pri petju čudovite pesmi, nato pa prisluhnite današnji zgodbi. Otroci, upam, da ste vsi dobro začeli novo leto. A ste si mogoče za leto 2021 zapisali kakšne novoletne zaobljube? Ali seznam želja, ciljev, ki jih želite v tem letu doseči? Jaz sem se odločila, da se želim v tem letu na določenih področjih spremeniti. In da to ne velja samo za to leto, ampak da tako ostane celo moje življenje. Zveni pomembno, kaj ne? In tudi je. Odločila sem se, da želim vedno biti poslušna Jezusu in da bom prijazna tudi do zaničevanih in zavrženih ljudi. To so tisti ljudje, ki jih mnogi ne marajo in se jim izogibajo. Zato sem se odločila med branjem Svetega pisma. Prebrala sem odlomek, ki govori o tem, kako je Jezus poklical in se družil z eno najbolj zaničevanih oseb v tistem času, ko je živel na zemlji. Tej osebi je bilo ime Levi. Levi je bil cestninar. Cestninarji so bili ljudje, ki so pobirali davke, pri tem pa so velikokrat ogoljufali druge,
saj so jim vzeli več denarja, kot je bilo potrebno. Zato so cestninarji v družbi veljali za pokvarjene, za lažnivce, grešnike, ki so izdali izraelsko ljudstvo, domovino in vero. Lahko si predstavljate, da so se tudi Leviju mnogi izogibali in se niso želeli družiti z njim. Pomislite, kako grozno je moralo to biti, da te drugi ne marajo. A potem se v Levijem življenju pojavi Jezus. Jezus ni ravnal tako kot drugi ljudje. Če bi ravnal kot drugi, se tudi on ne bi pogovarjal z Levijem in bi se mu izogibal. A Jezus je ravnal drugače. To sem prebrala v Svetem pismu. Jezus je tistega dne odšel k jezeru, saj je ponovno učil množice ljudi. Ljudje so ga zelo radi poslušali. A na poti do jezera je srečal Levija, cestninarja, ki je sedel pri mitnici. To je bila carinarnica, stavba, v kateri so cestninarji opravljali svoje delo. In veste, kaj je Jezus storil? Ni storil tega, kar bi pričakovali Izraelci. Oni bi se obrnili stran od Levija in odšli dalje. Jezus pa je ravnal čisto nasprotno. Ustavil se je pri Leviju in ne samo to, celo govoril je z njim. Rekel mu je: "Hodi za menoj." Jezus je poklical Levija, naj mu sledi. A si lahko predstavljate, otroci, Jezus govori z eno izmed najbolj osovraženih oseb v tistem času in jo celo pokliče, naj mu sledi in postane njegov učenec. Lahko si predstavljate, kako zelo je bil Levi začuden in presenečen. Verjetno ni mogel verjeti, da se sploh kdo z njim pogovarja. Kaj šele, da se z njim pogovarja sam Jezus, Mesija, ki je Božji sin. Levi je brez dolgega odločanja vstal in šel za Jezusom. Takoj mu je bil poslušen. Jezus se je povabil k sebi domov. Jezus se je z veseljem odzval na povabilo. V Levijevi hiši so se Jezus in njegovi učenci družili z veliko cestninarji in grešniki. In to so izvedeli farizeji. Če se spomnite, smo se že pogovarjali o farizejih, ki so bili učitelji postave. Farizeji so močno zaničevali grešnike. Zase pa so velikokrat zmotno mislili, da so popolni in ne potrebujejo odpuščanja. In tudi tokrat so bili zgroženi in presenečeni. Kako se lahko Jezus združi s temi pokvarjenimi ljudmi? In vprašali so njegove učence. Kako to, da se Jezus druži skupaj z grešniki in cestninarji? Jezus je to slišal in jim rekel: "Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike." Otroci, a ni to neverjetno? Ta Božja ljubezen do vseh ljudi. To, da se Jezus želi družiti s čisto vsakim, ne glede na njegove napake. Mene je navdušilo, ko sem prebrala ta odlomek in odločila sem se, da bom poslušala Jezusa tako, kot ga je Levi, ki mu je začel takoj slediti. Tudi jaz želim Jezusu vedno slediti. Želim mu služiti in trudila se bom, da bom do ljudi ljubeča in bom pomagala zavrženim. Tako, kot je to vedno delal Jezus in dela še danes. Veste, otroci,
Jezus je danes še vedno isti. Tudi zdaj kliče vse ljudi in se želi družiti z njimi in postati njihov najboljši prijatelj, ne glede na njihove pretekle napake. Jezus kliče vse ljudi, tvoje družinske člane, prijatelje, učitelje, sosede. Kliče pa tudi tvojega nesramnega sošolca, ki ga nihče ne mara, ker se vedno pretepa. In kot je rekel Jezus, on je prišel za bolne. In tukaj Jezus ni mislil telesnih bolezni. Seveda, Jezus lahko zdravi tudi te bolezni. Ampak tukaj so bolni tisti, ki so grešili in so izgubljeni v temi greha. To smo pa vsi ljudje, dokler ne sprejmemo Jezusa. Ko Jezusu priznamo svoje grehe in ga sprejmemo v svoje srce, nam jih odpusti in se jih ne spominja več. Očisti naše srce in nas ozdravi. Zato Jezusa rabimo vsi, ker samo on nas lahko ozdravi in nam da pravo veselje in mir v srce. Z Jezusom je naše življenje razburljivo in on nas nikoli ne zapusti. In če si že Božji otrok, je pomembno, da še drugim ljudem pokažeš to ljubezen, ki si jo prejel od Boga. Zato sem se tudi jaz odločila, da se bom družila z vsemi, tudi zavrženimi, ki se jih vsi izogibajo. Že na začetku tega leta sem molila k Jezusu, da mi pomaga, da bi lahko že v tem tednu pomagala nekomu, ki je osamljen in se počuti zavrženo. In prosila sem Boga, da mi pomaga, da sem mu vedno poslušna in da to storim, ko bom opazila to osebo. In veste, kaj se je zgodilo? Nekaj neverjetnega. Kmalu potem, ko sem zaključila molitev, sem se spomnila fanta z naše ulice. Vsi otroci se mu izogibajo, samo zato, ker pravijo, da je grdo oblečen in da ima čuden nos. Res, nihče se niti ne pogovarja z njim. Kaj šele, da bi se igrali z njim? Odločila sem se, da se bom naslednji dan odpravila do njegove hiše in mu prinesla piškote, ki sva jih spekle z mamo. Vedela sem, da Jezus želi, da to storim, in bila sem mu poslušna. Naslednji dan sem Martinu, fantu iz naše ulice, odnesla piškote. In veste, kako zelo je bil vesel? Najprej ni upal odpreti vrat, ko sem pozvonila. In ko je mene zagledal pred vrati, je bil najprej prestrašen in začuden. Rekla sem mu: "Ne boj se, Martin, nisem prišla zato, da bi se norčevala iz tebe, ampak sem ti prinesla piškote." Martin se je tako razveselil, da se je razjokal od sreče. Nato me je povabil na sok. Dolgo sva se pogovarjala in lahko sem mu povedala o Jezusu. Bilo je še boljše, kot sem pričakovala, saj je povabil Jezusa v svoje srce. A želiš tudi ti biti poslušen Jezusu in drugim kazati in oznanjati njegovo ljubezen? Molila bom skupaj z vami, da vam Bog pomaga, da boste delali točno tako. Dragi Jezus, hvala, da so pri tebi vsi dobrodošli in da ti ljubiš vse ljudi. Bog, želim ti biti poslušna in ti vedno slediti, kot je to storil Levi. Slediti ti želim tudi tako, da drugim kažem tvojo ljubezen in se družim
tudi z najbolj zaničevanimi ljudmi. Prosim, pomagaj mi, da bom delala tako. Amen. Otroci, današnje druženje se bliža h koncu. In spet mi je bilo zelo lepo z vami. Upam, da se vidimo kmalu. Adijo!